Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Mladinski svet Slovenije je pred dnevi v predsedniški palači v Ljubljani podelil letošnje nagrade in priznanja. Med prejemniki je bil tudi Mladinski center Idrija, ki ga zadnje leta uspešno vodi Jerca Koče. Pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu. Lep pozdrav. Povejte nam najprej, za kakšno nagrado pravzaprav gre, še prej pa seveda čestitke za to pozornost. Najlepša hvala. Torej gre za nagrado, ki jo vsako leto podeljuje Mladinski svet Slovenije. Letos smo bili v konkurenci 119 projektov izbrani za posebne dosežke in smo iskreno res veseli, da nam to daje neko potrditev in nek zagon za delo za naprej. Da je bila podelitev v predsedniški palači, daje dogodku najbrž še poseben čar. Ja, seveda, tudi s puncami, ko smo se odpravili, smo bile zelo vesele, da se odpravljamo v predsedniško palačo. Zagotovo je taka stvar potrditev, da se tudi Idrija pojavi v predsedniški palači in da ta glas seže tudi v Ljubljano na najvišji nivo. Komisija, ki je izbirala nagrajence, je zapisala, da priznanje prejmete zaradi izjemnega mladinskega dela, srčnosti pri izvajanju projekta in vpliva na lokalno okolje. Mladinski center Idrija projekt Elf Around je usmeril v lokalno okolje in skupaj z letem zgradil tudi številne spremembe. Povejte nam o tem projektu kaj več. Ja, s tem projektom smo združili mednarodne prostovoljce in pod našim mentorstvom in pa seveda s sodelovanjem številnih ljudi iz lokalne skupnosti, tako mladih kot tudi drugih organizacij. Raje se ne bom spuščala v to, da naštevam vse, ki so sodelovali zraven, ker teh ljudi, posameznikov je bilo res ogromno in na tem mestu zahvala prav vsakemu od njih. Vsak od njih je doprinesel košček tej nagradi, zato to nagrado pošiljamo seveda in delimo z veseljem z vsemi njimi. V Idriji smo združili mednarodne prostovoljce, pripravili številne dogodke, priključili tudi priseljence, naredili okuse raznolikosti, postavili tisto Perkmandeljčkovo vasico oziroma Perkmandeljcev becirk, ki je razveseljeval otroke. Potem smo se pa z mednarodnimi prostovoljci družili tudi z VDC-ji, z varovanci z VDC-ja, z domom starejših občanov, šli smo tudi med njih in pripravili za njih program z osnovnošolsko mladino. Skratka, pripravili smo res nek tak pester nabor, v katerem smo si želeli vključiti široko lokalno skupnost in očitno nam je uspelo navdušiti tudi komisijo, da mladi znajo in zmorejo povezati ljudi in v nekem duhu solidarnosti graditi boljšo skupnost. Projekt je del Evropske solidarnostne enote. To gre najbrž za nek razpis, nek projekt na ravni Evrope. Ja, to so tista prva pisarniška dela, ko je treba pripraviti, pridobiti evropska sredstva. Mislim, da je to tudi en dokaz in lahko tudi spodbuda številnim drugim posameznikom ali pa organizacijam, ki delujejo v lokalnem okolju, da mogoče občinska vreča ali pa mogoče neko jambranje za zaprtimi vrati ni vedno rešitev, ampak da smo lahko tudi proaktivni, da se da z dobrimi projekti pridobivati sredstva izven našega lokalnega okolja in potem seveda prinesti tudi ta denar in vsebine nazaj v lokalno okolje in ustvariti projekte. Evropska solidarnostna enota je nek super program, ki ga financira Evropska unija in mladi lahko znotraj tega programa bodisi potujejo v tujino in drugje v drugih državah, ustvarjajo projekte ali pa seveda v tem primeru pridejo v Idrijo in tukaj so ustvarjajo projekte. Mogoče tukaj na tem mestu še povabilo vsem mladim, ki živijo v Idriji, da z veseljem lahko kadarkoli kontaktirajo Mladinski center in jim mi tudi poiščemo možnosti in podporo, da gredo oni v tujino. V tem poletju bo šla ena ekipa mladih na Nizozemsko. Upamo, da bomo tudi kakšne druge projekte s partnerskimi organizacijami organizirali. Tako da to so res lepe priložnosti in programi, ki mladim omogočajo, da stkejo prijateljstva, grejo v tujino, naredijo nekaj lepega za skupnost in se potem tudi s tem znanjem vrnejo nazaj v Idrijo, v lokalno okolje in opolnomočeni še lažje in še boljše delajo stvari za prihodnost. Večino tega nagrajenega projekta pa ste izpeljali pravzaprav v lanskem letu, torej prva faza je priprava, zasnova,
prijava na razpis, potem pa v drugi polovici leta pa so prišli k nam prostovoljci iz številnih dežel, od kje vse. Bili so iz Francije, Italija, Poljska, številne države, mislim, da je bilo 9 različnih držav. To je pač izborni postopek, ki ga vodimo v mladinskem centru, da naberemo ekipo željnih mladih. Prijav mladih na ta projekt je bilo preko 200, tako da smo imeli kar nek izborni postopek in delo, ker včasih mogoče niti mi, ki živimo v Idriji, ne razumemo, ampak Idrija res navdušuje tujce, navdušuje mlade, ki pridejo sem. Ta naš način dela, ta majhnost kraja za tiste, ki prihajajo seveda iz velikih velemest, je navdušujoča in odhajajo tudi zelo z lepimi spomini domov in se seveda zelo radi tudi kasneje vrnejo v Idrijo. Z vsemi temi prostovoljci, ki so ustvarjali ta projekt, smo še vedno v kontaktu in vsi sporočajo res lepe spomine na Idrijo in nas v bistvu pogrešajo, tako da si nadejamo, da se bo kakšen od njih tudi še vrnil, nas obiskal, mogoče prišel tudi kasneje že s kakšno družino, tako da to so res take širše zgodbe in širši učinki, ki jih pušča mogoče na prvi pogled manjši projekt, ampak njegovi učinki so pa zares široki. Materialni rezultat, bi tako rekel, tega projekta pa je bila ta Perkmandeljcova dežela. To se je dogajalo na mestnem trgu in je bilo silno zanimivo. Ja, mi smo si zaželeli, da bi oživili to mestno jedro na malo drugačen način, da bi tudi ta zeleni park, parkovno površino, ki se nahaja, mogoče vnesli neko vsebino. To je bila neka ideja, ki smo jo dobili v ožjem krogu, potem smo pa prepustili, da to prostovoljci nekako izvedejo, seveda pod močnim mentorstvom našega Mateja, ki deluje v mladinskem centru in je velik mojster tudi za izdelovanje stvari iz lesa, tako da tudi on je zelo velik pečat pustil v tej vasici in želeli smo si predvsem vključiti odpadne materiale, pokazati, da se da tudi z izjemno malo sredstvi narediti neko tako lušno vasico. Mogoče na začetku smo imeli malo strahu, kako bo to izpadlo, a bojo v lokalnem okolju kritike, a bo ljudem všeč, ampak mislim, da če potegnemo črto in tudi glede na odzive, ki smo jih prejeli strani ljudi, da so otroci uživali in to je namen, da se je slišal smeh iz te vasice in ko je slišati tak smeh, mislim, da lahko narediš kljukco in rečeš, dosegli smo nekaj lepega. Tudi v tem projektu medgeneracijskega sodelovanja je bilo to najbrž pomembna točka. Zagotovo, medgeneracijsko sodelovanje je ključ do tega, da kot družba lahko napredujemo in rastemo. In kot rečeno, tudi to druženje, ki smo ga imeli z domom za starejše občane, je bila zelo neka lepa dodana vrednost, da povežemo vse generacije. Tudi drugi, ki so ustvarjali program na Trgu od krajevne skupnosti, do občine Idrija, do Zavoda za turizem, do Zveze prijateljev mladine, ki nam vsako leto pripelje tudi Dedka Mraza. Vse to je dalo nek čar, predvsem to povezovanje in upamo in mi si predvsem želimo, da v Idriji se res čim bolj povezujejo organizacije in skupaj soustvarjajo program, ker imamo veliko za ponuditi. Če smo le povezani in se ne zapletamo mogoče v kakšne nepomembne diskusije ali pa tudi kakšne konflikte, ampak mislim, da če se povežemo, znamo veliko dobrega narediti. Okusi raznolikosti pa ste poimenovali drug program, ki je preko kulinarike podiral tabuje. Kulinarika vedno podira tabuje, tudi ko pridejo mednarodni prostovoljci k nam, se mi zdi, da so idrijski žlikrofi tista prva jed, ki jim jo ponudimo ali pa tudi skupaj z njimi jih izdelujemo in je nek tak lep povezovalni element, tako da imamo v Idriji neko jed, ki lahko povezuje ljudi. Mi smo pa v tem delu na trgu ponudili stojnice, na katerih so naši mednarodni prostovoljci predstavljali svojo lokalno kulinariko. Lahko se je poizkusilo portugalsko kuhinjo, italijansko kuhinjo, poljsko kuhinjo, skratka številne različne kulinarike. K temu smo povabili tudi lokalne priseljence, Makedonija, Ukrajina, Srbija, Kosovo, da tudi oni, ki živijo v Idriji, predstavijo svojo lokalno kulinariko, ki izvira iz njihovih
držav in se mi zdi to tudi zelo pomembno, ker v Idriji število priseljencev narašča in se mi zdi, da je lahko ravno kulinarika in hrana tisti povezovalen element, ki združuje ljudi. Je lahko to zametek novega kulinaričnega praznika, festivala? Ne, mi si ne bomo drznili posegati v to, da imamo v Idriji festival idrijskih žlikrofov, v Mejci naj ostane tak, kot je. Z veseljem vedno Mladinski center pomaga pri izvedbi tega festivala. Ta okusi raznolikosti bo pa, upamo in nadejamo si, ostal kot nek enodnevni krajši dogodek, ki bo bolj ali manj namenjen povezovanju skupnosti. Ta javni prostor ste odprli tudi ranljivim skupinam. S kom ste sodelovali? Ja, v sklopu tega dogajanja smo izvedli tudi stand-up večer. Prireditve za vse je bil projekt, s katerim smo želeli nagovoriti to, da gremo v smeri, da so vsa dogajanja, vse prireditve čim bolj dostopne tudi gibalno oviranim. V Mladinskem centru s tem projektom tudi nadaljujemo po tem decembrskem dogajanju in v bistvu naše prireditve, ki jih zdaj delamo v centru, delamo dostopne za gibalno ovirane, kar pomeni, da smo uredili toalete za gibalno ovirane, postavili oziroma sposodili smo si tudi rampe za dostopnost invalidov do prostorov, ker se nam zdi ta vidik zelo pomemben, da v prireditvah ne izključujemo ljudi, ampak jim vsem, ne glede na njihovo družbeno in drugačno pozicijo, omogočamo, da se enakovredno in enakopravno udeležijo vseh prireditev. Zanimivo je to, da v ta naš prostor vračate vrednoto prostovoljstva. To pomeni, da nekdo nekaj brezplačno naredi za skupnost. Ja, prostovoljstvo je jedro družbe, je tisto, kar nas dela, kar nas pelje v smer, da bomo sploh preživeli kot skupnost. Torej ne ta vidik, da se sprašujemo, kaj bom dobil, ker ta preizpraševanje nima smisla, ampak v bistvu kot prostovolec na koncu, ko se zvečer uležeš v posteljo, dobiš neko največje zadoščenje in mislim, da je to treba čim bolj spodbujati, torej da ne doma tudi v lokalni skupnosti ne čakamo doma na kavču in smo kavč komentatorji ali pa selektorji dogajanja, ampak da smo proaktivni soustvarjalci in tisti, ki lahko spreminjamo, ker ko nas nekaj moti v družbi, se lahko sprašujemo, dokdaj nas bo to motilo ali pa bodisi kaj lahko jaz kot član skupnosti spremenim, da bo zadeva funkcionirala, da bo drugačna, da bo boljša. Tudi prostovoljci pa potrebujejo nekaj sredstev za plačilo, žebljev nekega materiala v trgovini. Kako je s financiranjem takih prostovoljskih projektov? Ja, ti projekti so financirani strani Evropske unije, to je program Evropska solidarnostna enota. Mladinski center Idrija je imetnik znaka kakovosti, to je znak, ki ga podeljujejo strani Evropske unije, da lahko sploh izvajaš to vrstne projekte in potem seveda zasnuješ projekt, spišeš projektno dokumentacijo in oddaš projektno dokumentacijo in potem upaš na to, da bodo rezultati pozitivni, da boš pridobil sredstva. Mi jih kar uspešno vsako leto pridobivamo in v bistvu je potem program pokrije vse, torej hrano, namestitve za prostovoljce, individualno podporo, morebitno dodatno podporo, ki jo potrebujejo, in pa nek manjši znesek je namenjen tudi tako imenovani organizacijski podpori. Iz tukaj ven nam je pa potem omogočeno, da kupimo te manjše materiale, si pa res prizadevamo, da čim več stvari zberemo z donacijami. Ljudje nam zelo, zelo pomagajo in smo zelo veseli in tudi vsem, ki nam donirajo stvari v Mladinski center, pošiljamo eno veliko zahvalo tudi iz tega mesta. Kako naprej? Bo projekt živel tudi v tem letu? Ja, mi smo prijavili tudi letos, da bomo izvedeli skupinski prostovoljski projekt, rezultate čakamo. V nekaj dneh naj bi bili znani ali pa recimo, da bodo do konca maja znani. Ko bodo in če bomo uspešni, bomo se seveda z ekipo mladih usedli, zasnovali, kako zadevo postaviti, se povezali z ostalimi, ki bodo soustvarjali decembrsko dogajanje. Nekaj sestankov na občini na to temo smo že imeli, da smo tudi naredili nekako evalvacijo preteklega dogajanja in kaj lahko naredimo boljše in verjamemo oziroma upamo, stiskamo pesti,
da nam tudi letos uspe zadevo postaviti in mogoče zasnovati tudi na mal drugačen način. Želimo si še več povezovanja z tistimi ljudmi z manj priložnostmi v lokalnem okolju, da tudi njim približamo to decembrsko dogajanje čim bolj. Delamo po Mladinskem centru do takrat druge projekte. Če lahko izkoristim priložnost, vabim vse, da se nam pridružijo na dogajanju na terasi. V petek imamo že prvi koncert, tako da vabljeni zvečer, da pridejo vsi na koncert Hamota na našo teraso, potem pa številno pestro dogajanje čez poletje. Letos to soustvarjajo zgolj mladi, smo formirali ekipe, da jih skozi to tudi učimo, kako organizirati dogodke, da oni dejansko predlagajo vsebine in da so oni tisti ključni soustvarjalci, tako da imeli bojo potopisna predavanja, filmske večere, pasijo, jogo, mlade umetnike bomo povabili na teraso, tako da dogajanje bo res številčno in vse si lahko preberejo gledalci tudi na spletni strani Mladinskega centra, na socialnih omrežjih smo kar aktivni z sporočanjem vsega dogajanja in res toplo vabljeni, da predvsem podpremo mlade, da so dogodki obiskani, da tudi potem oni vidijo, da ima smisel delati dogodke in da v prihodnje še bolj oživijo Idrijo. V enem od gradiv ste zapisali, da mladi potrebujejo prostor, zaupanje in podporo. Vse to troje v Idriji imajo? Ja, jaz mislim, da imajo, oziroma mi se zelo trudimo, da bi imeli prostor, zaupanje vsekakor z naše strani imajo, ker včasih se velikokrat sliši, da so mladi pasivni, da nič ni od njih, da sej kaj pa bo. Naše izkušnje letos, ko smo bolj aktivno pristopili k podpori mladim, so res pozitivne in veseli smo, da imamo tudi prostor. Naš center je eden največjih centrov v Sloveniji, hiša ponuja številne kotičke, ki se jih da oživiti in res vsi mladi, ki karkoli znajo, karkoli zmorejo prispevati, prostor in podpora v Mladinskem centru je na voljo. Jerca Korče, vodja Mladinskega centra Idrija, še enkrat čestitke za prijeto nagrado. Hvala za obisk v našem studiu in hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam in lep večer vsem skupaj. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.